Lepo pozdravljeni in dobrodošli v studiu EFA. Danes je z nami profesorica Mateja Kos-Koklič, tema pa so trajnostne nakupne navade. Dober dan. Pozdravljeni. Praznično obdobje se je tudi sodeč po trgovskih policah že začelo. Kako se v tem obdobju spremenijo naše nakupne navade in kaj nas pri tem najbolj vodi? Hvala za tole vprašanje. Gotovo tako v Sloveniji kot v drugih državah opažamo izjemno naraščanje v smislu nakupov, seveda po številu nakupov, po obsegu denarnem, kar se kaže potem tudi v mesecu novembru, kot smo se malce prej pogovarjala. Ne gre le za decembrske nakupe, ampak se ti počasi prelivajo že v november s tem kiberponedeljkom, črnim petkom, ki se nenazadnje tudi razširja v preostale dele novembra. Tako da opažamo seveda tudi pri Slovencih delno povečano povpraševanje po kratkoročnih kreditih, kar je sicer dobra plat tega, da se ne zadolžujemo prekomerno, kot opažamo recimo pri Američanih, gre pa kljub temu gotovo za povečano potrošnjo v vseh obsegih, tako kot sem prej že povedala. Kako daleč so takšne prakse od trajnostnih nakupnih navad? Zdaj, trajnostno vedenje porabnikov načeloma lahko opredelimo kot zadovoljevanje nekih želja, potreb trenutnih, ampak s tem, da imamo v mislih tudi prihodne generacije, da jih ne ogrožamo s tem, kar počnemo v tem trenutku. Zdaj, tukaj imamo v mislih tako ekonomsko dimenzijo, kot tudi okoljsko, pa seveda družbeno, se pravi, razmišljamo o tem, kakšen vpliv imamo na okolje, razmišljamo o tem, kako bodo podjetja to prenašala, ne, recimo kako si lahko privoščijo financiranje in podobno, pa tudi nenazadnje vzdržnost gospodinjstev na daljši rok kot neka družbena komponenta, recimo en del tega. Zdaj, trajnostno seveda en segment tudi v tem obdobju se vede v skladu s to prakso oziroma s temi vzorci. Načeloma pa velja, da imamo nekaj odklonov od trajnostnega vedenja. Eno je seveda to prekomerno nakupovanje, ki vodi tudi potem do več odpadkov. Tukaj mesec december je znan potem, da je tudi po obsegu odpadkov daleč v prednosti, kot tudi recimo kupovanje nekaterih kategorij izdelkov, ki jih v drugih delih leta ne kupujemo, recimo neka dekoracija, ki jo potem mogoče tudi zavržemo, pa s tem pripomoremo k tem odpadkom. Dodamo lahko k temu še recimo nekatere kategorije, ki so povezane tudi z večjim odtisom, ogljičnim odtisom, recimo pa tudi nenazadnje kratek rok uporabe nekaterih od teh izdelkov, ki jih v tem času kupujemo. Recimo to so neki taki odkloni, ki jih najdemo, pa nas malce peljejo stran od tega, čeprav se načeloma Slovenci vsaj po tej raziskavi, ki smo jo opravili v okviru enega raziskovalnega projekta o integriranih pristopih, nekako kako lahko usklajujemo tako gospodarsko kot okoljsko komponento. V tej raziskavi smo ugotovili dejansko, da Slovenci načeloma verjamemo, da je pomembno skrbeti za okolje, da je to en tudi pomemben del naše identitete oziroma identitete posameznika. Je pa kljub temu seveda, ko pogledamo dejanske vzorce vedenja, neka vrzel med tem, kakšna stališča imamo in kakšno vedenje se dejansko pojavlja. Tako da to je recimo neka znana vrzel, ki obstaja tudi v literaturi, precej raziskana. Razlogi so pa različni. Nekaj so družbeni pritiski, nekaj je cena samih izdelkov, dostopnost. Čeprav tukaj lahko dodam še ta podatek iz raziskave, da se je v primerjavi z 2016 ta zaznana dostopnost trajnostnih izdelkov povečala. Tukaj se mi zdi, da je en tak pozitiven trend, da smatramo, da so ti izdelki lažje dostopni danes, kot so bili recimo 2016. Kljub temu pa nas mesec december s to čustveno nabitostjo, s trženjskimi sporočili, s družbenimi normami, z vsem tem nekako potegne v smer večjega trošenja. Kako torej na najboljši način ozavestiti potrošnika o trajnostnih nakupnih navadah? Tukaj je gotovo več poti. Tudi na podlagi te raziskave, če se malce oprem na njo, ki smo jo izvedli v okviru tega raziskovalnega projekta, ena pot je gotovo mogoče jačanje, krepitev družbenih norm. Se pravi, da
postavimo nek okvir, v katerem se posameznik najde. Torej, recimo, en tak primer je, večina vaših sosedov kupuje trajnostne izdelke. Eno tako sporočilo ima lahko močen vpliv na posameznika, lahko v nekaterih primerih seveda tudi obratno, ne, jaz pa ne bom kot vsi ostali, ampak načeloma ta trend ali pa moč družbenih norm je ravno v tem, da z nekim sporočilom o tem, kaj počnejo drugi ljudje, ki so nam blizu ali pa pomembni, lahko spreminjamo tudi vedenje porabnikov. Druga pot je tudi značilno za Slovence močne osebne norme, kar pomeni, da smatramo, da je naša odgovornost precejšnja. Se pravi, da vidimo v tem svojem vedenju pomen tudi za trajnost kot tako. Ne? Tako da s tem, ko prepoznamo moč posameznika, s tem mogoče tudi damo večjo moč odločanja pa zavedanja tudi pri porabnikih. En način je tudi manjšanje skepticizma, ki je recimo en malce problem pri porabnikih. Skepticizem v smislu, da ne verjamejo, da so okoljske trditve podjetij dejansko resnične. Ne? Tukaj gre potem za to lažno zavajanje, ki se pojavlja, ampak s pomočjo takih oznak, ki so recimo certificirane, s pomočjo takih jasnih sporočil podjetij se lahko temu tudi podjetja izognejo, ne? Da zmanjšajo skepticizem na ravni porabnikov. Mogoče tukaj lahko dodam tudi oprijemljivost dejanj. Ne? To je tudi pomembno, da dodamo v ta koš različnih pristopov v smislu, kaj pomeni, če jaz zdaj zamenjam izdelek, ki ga trenutno uporabljam, z nekim bolj trajnostnim. Kaj to pomeni v smislu odpadkov, v smislu okoljskega odtisa, v smislu uporabe plastike in podobnih. Ne? Taka konkretna sporočila tudi pripomorejo k temu, da bolj verjetno zamenjamo ali pa spremenimo svoje vedenje v bolj trajnostni smeri. Eno pomembno, po moje tudi mogoče včasih malce pozabljeno sporočilo je pa tudi, da kupujemo dejansko manj. Seveda, tisto, kar kupimo čim bolj trajnostno, s čim daljšim rokom uporabe pri podjetjih, ki nudijo mogoče tudi neko reciklažo, pa popravila, to je zlasti s temi evropskimi direktivami novejšimi postalo pomembno. Ampak ja, ena pot je torej nakup trajnostnih izdelkov, druga je pa kupujemo manj. Možen doprinos podjetij ste že omenili, pa vendarle, kako še lahko podjetja prispevajo k ozaveščanju na tem področju? Torej, ja, tukaj se močno prepleta tudi s pristopi, ki jih uporabljamo za spreminjanje vedenja porabnikov, se pravi spreminjanje družbenih in osebnih norm, torej kaj lahko kot skupina porabnikov naredimo, kaj lahko jaz kot posameznik pripomorem. Drugo je pa tudi recimo torej zmanjševanje skepticizma, zmanjševati tako imenovano psihološko oddaljenost posledic. To pomeni, pokažem, kaj ta dejanja, ki jih jaz izvajam, pomenijo za ta trenutek zdaj. Zdaj, če gre za neke oddaljene posledice, ki vplivajo na druge ljudi, meni, ljudi, ki niso blizu, tak učinek seveda ne bo tako močan kot v primeru, ko so te posledice bolj oprijemljive in take, ki jih porabnik nekako si lažje približa v spomin, ne, oziroma v svoje misli. Tukaj se mi zdi zlasti ti trije pristopi recimo pomembni. Lahko dodamo še k temu seveda tudi zmanjševanje skepticizma, to, kar sem že omenila prej, s temi oznakami, ki imajo certifikat zadej, s komuniciranjem, ki naj bo čim bolj transparentno, da podjetje ne skriva nekih praks in s tem se tudi približa porabniku oziroma mogoče tudi to psihološko oddaljenost zmanjša. Najlepša hvala za pogovor. Prosim, hvala za povabilo. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci. Spremljajte nas še naprej.